Mantenga la distancia de seguridad con cualquier persona y siga las recomendaciones sanitarias. Dober dan. Danes je nov dan in novih 10.000 korakov. Z možem se odpravljava na Malto, kjer bova teden dni in vam bom predstavila veliko lepih zanimivosti. Letela pa sva z letališča v Trstu. Ni bilo nobenih problemov tle čez carino oziroma kontrolo. Nama je Malta zelo blizu. Obiskala sva jo že večkrat. Prvič že leta 1995 in se na njo vedno znova rada vračava. Pač moraš imeti vse dokumente urejene, kar se tiče covida in pa izpolnjene obrazce za vstop na Malto. Na letališču je bilo dobro poskrbljeno za higieno, zdaj pa že letiva. Čau, čau, se vidimo na Malti. Po približno 1 uri in 50 minut pa smo pristali na Malti. Po prihodu na letališču smo še enkrat pokazali vse COVID dokumente, potrdilo o cepljenju in poseben obrazec za sledenje potnikov, ki prihajajo na Malto. Potem pa sva se z avtobusom odpeljala v naše mesto, kjer imava apartma. Tako, zdaj sva pred apartmajem. Vsega skupaj je ratalo 4.000 korakov. Zdaj vam bom pa še na hitro pokazala apartma. Je zelo velik, prostoren, lep razgled z balkona. Imava pa apartma, ker nama je tako tudi najbolj praktično. Lastnica pa nama je v apartma dostavila kosilo. Dober tek. Hvala enako. Nastanjena sva v jugovzhodnem delu otoka in sicer v ribiškem mestecu Marsaxlokk. Midva sva se pa zdaj odločila, da greva še v glavno mesto na en sladoled. Valletta je pa vredna ogleda, ker je tudi glavno mesto Malte. Star del mesta je pa celo na seznamu UNESCO-ve kulturne dediščine. Gre za posebne, ozke in simpatične ulice, ki so prepletene z barvnimi balkoni. Mesto in pristanišče je zelo živahno, tu se pripelje tudi ogromno turistov, ki so na križarjenju. Tako, midva sva prišla pa zdaj na en sladoled v Valletto. Tukaj je še en kratek pogled na pristanišče. Če pa želite, mi pod spod v komentar napišite, pa vam o Valletti povem še kaj več. Promet na Malti se odvija po levi strani, ampak se na to kar hitro navadiš. Temperatura je pa danes 30 stopinj Celzija, pa tako kar suparno, no. Malta ima pa okrog 400.000 prebivalcev, poleti pa jo obišče 3-krat več turistov. Vedno gledava, da popijeva dovolj tekočine. Voda sicer na otoku ni pitna, ampak se pa privoščiva takole. Čin, čin. Midva se za izposojo avta na Malti še nisva nikoli odločila, ker imajo javne prevoze zelo dobro organizirane. Na Malti se lahko prevažate z avtobusi, da pa se ne ukvarjate s plačevanjem vsake vožnje posebej in iskanjem kovancev, lahko kupite tedensko vozovnico. Stane 21 evrov in jo lahko uporabljate na vseh avtobusih. Poleg tistih 4.000 korakov, ki sva jih naredila do apartmaja, sva jih pa zdaj uspela narediti še 10.000. Tako da je danes ratalo vsega skupaj 14.000 korakov. Malta je poznana kot sredozemski otok,
ki je najbolj obiskano v poletnih mesecih. Gre za zelo majhno državico, sestavljeno iz 3 otokov, Malta, Gozo in Comino. Najmanjši Comino pa je naseljen le v poletnih mesecih. Ta je velik komaj 3 kvadratne kilometre. Otok je popolnoma neporaščen, tako da ne računati na kakšne sence pod drevesi. Na malteško zgodovino so vplivali številne različne sredozemske kulture, kar pomeni, da je zelo arhitekturno bogata država. Tu je ogromno zanimivih znamenitosti, ki so res vredne ogleda. To bi bilo za danes vse. Midva sva naokrog, greva na avtobus najprej in se vrneva proti apartmaju. Hvala za pozornost in se vidimo. Čau, čau, boste fajn!